Živijo, Barbara tukaj. Danes je 7. dan 30-dnevnega video izziva. Danes se ideje o tem, o čem naj govorim, kar tepejo med sabo, ker vse hočejo naenkrat priti na plan. Zdaj, najprej mogoče bi govorila o tem, da danes sem pravkar prispela v Varšavo in sem po celem dnevu malo utrujena, ampak zato imamo rešitev. Preprosto se, namesto da gremo zdaj neke zaključke, kako je to grozno in zdaj nič ne moremo in kako je to pač slabo, in dejansko s tem sam še utrjujemo to stvar, gremo v vprašanje. Vedno, ko gremo v vprašanje, lahko spremenimo katerokoli situacijo. In zdaj najprej sem šla jaz v to vprašanje, komu to pripada. Smo rekli, da zaznavamo misli, občutke, čustva drugih ljudi in sem to poslala, od koder je prišlo. In naslednja stvar, ki mi je pa dejansko pripomogla, da se moje počutje izboljšalo v parih trenutkih, je pa vprašanje, kako je lahko boljše kot to. Dejansko sem imela samo to v mislih, to moje počutje in vprašala, kako je lahko boljše kot to. Ne iščem odgovorov, samo malo počakam in potem spet vprašam, kako je lahko boljše kot to. In se že boljše počutim. In potem še enkrat, kako je lahko še boljše kot to. 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 In dejansko moj nivo energije se spreminja. Tudi oprobite sami, ko se boste počutili, kot da nimate energije, kot da ste utrujeni. Vprašajte se, kako je lahko boljše kot to. In naj bo to res energija vprašanja. Naj vas res zanima, kako je lahko boljše kot to. In vam bo, vaše telo vam bo pokazalo, kako je lahko boljše kot to. Vesolje, kakorkoli to imenujete. Kako je lahko boljše kot to. Kako je lahko boljše kot to. Kako je lahko še boljše kot to. Kako je lahko še boljše kot to. Kako je lahko še boljše kot to. In zdaj naenkrat se počutim čist drugače kot na začetku, ko sem začela tale video snemati. To sem se že dejansko začela malo prej spraševati, In tole se dan želelo prikazati na video posnetku in zdaj grem pa malo na ogled Varšave in malo pogledati, kaj se dogaja. In hvala za ogled videa in se vidimo ponovno jutri. Pa!